Tokrat o lučeh. O tem, da ni samo enih, pri istem modelu avtomobila lahko izbirate med različnimi. V Mercedesu razreda S smo med vožnjo lahko gledali avtomobilnost. In to smo počeli popolnoma legalno. Zapeljemo pa še dve novosti, Corso in Kugo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Na začetku je bila tema. In na koncu bo spet tema, vsaj kar se tiče avtomobilskih luči. Na prvih avtomobilih namreč ni bilo luči. Ko pa so avtomobili počasi postajali bolj konkurenčni kočijam s konji, se pravi, da so postajali bolj zanesljivi, pa so prvi drzni vozniki, ki so se z avtomobili podali tudi v trdno noč, začeli nanje privijati najprej sveče, potem karbidovke, pa petrolejke in pred skoraj natančno 100 leti so v prve parabole privili prve žarnice. To je bil velik tehnološki preskok in od tam naprej so avtomobilske luči šle z svetlobno hitrostjo naprej. In zdaj, če pogledamo še v prihodnost. Najbolj drzni napovedovalci prihodnosti pravijo, da v popolnoma avtonomnih avtomobilih luči sploh ne bo več. Pri nočni vožnji bojo potniki v kabini spali ali pa počeli kaj drugega. Verjetno tisto drugo bolj virtualno. Kakorkoli že, avtonomni avto za vožnjo po noči v resnici ne bo več potreboval luči. Zanašal se bo na drugo tehnologijo, radarje, lidarje in vse še kar pride. Se pravi, avtonomni avtomobili mogoče ne bojo zmanjšali samo zvočne polucije, ampak tudi svetlobno. No, hvala Andrej za to lekcijo iz zgodovine in skok v prihodnost. No, če pa gremo v sedanjost. Halogenke. Večina avtomobilov jih še vedno uporablja, saj so se, tudi skozi zgodovino, obnesle kot relativno zanesljive, poceni in enostavno zamenljive. No, veliko novih modelov halogenke že počasi opušča, ampak zanimivo pa je, da kupci, ki se odločamo za nakup avtomobila, praktično zelo malo vemo o samih svetilih. Zato, ker jih večinoma, luči namreč, smatramo kot obvezno opremo. Pa osvetlimo današnjo temo. Komu in kako se sveti? Med vprašanji, ki nam jih pošiljate, so daleč najbolj številčna tista na temo luči. V stilu, sem slaboviden, katere luči naj kupim? In ali lahko sam zamenjam boljšo žarnico? Kako to mislite, da lahko ves čas vozimo z dolgimi lučmi? Prepričani smo, da vam vseh odgovorov niti v tem prispevku ne bomo ponudili, ampak upamo, da bomo odgovorili vsaj na vprašanje, kaj pomeni izraz moderni žaromet. Modern žaromet je narejen v LED tehnologiji. Ne bomo se spustili na področje, koliko bolj svetle so diode, kajti iz izkušenj opažamo, da so tudi med novimi žarometi razlike močno očitne, a dejstvo je, da praktično vsak novi avto LED žaromete ponuja vsaj v višjih stopnjah opreme. Bolj ali manj vsi na novo razviti aktualni avtomobili, recimo Clio, Golf, Yaris, Octavia, pa jih imajo že kar serijsko. Pri teh bo morebitna menjava oziroma popravilo žarometov vsekakor dražje od menjave poceni žarnice. Ampak, če gre zaupati proizvajalcem, LED diode zdržijo celotno življenjsko dobo avtomobila in je s tem tudi zoprna menjava žarnic postala stvar preteklosti. Pa je možno klasično žarnico zamenjati za LED. Na to odgovarjamo z dejstvom, da je pri modernih žarometih žarnica zgolj manjšinski del celotne zgodbe. Kam bo žaromet svetil v zavoju, kako močno bo osvetlil tla, kako daleč bo svetil, pri modernih žarometih so to vse bolj spremenljivke in te kontrolira računalnik. Za primer vam povemo, da mnogi novi avtomobili sploh nimajo več klasičnih prednjih meglenk, nadomeščajo jih programi za vožnjo v slabi vidljivosti. Naj še dodamo, da so moderne luči večinoma avtomatske. To pomeni, da se samodejno prižgejo, ko pade mrak ali pa, ko zapeljete v temačen predor. In pri večini novih avtomobilov se samodejno prižgejo tudi dolge luči. Ne da bi voznik moral kaj početi, samo pretakne na dolgo luč in pozabi vse skupaj. Ampak tu pride razlika. Cenejši žarometi bodo dolgo luč samodejno vklapljali in izklapljali v celoti. Bolj napredni modeli pa ponujajo matrično luč.
Ta je sestavljena iz večjih malih diod, pri novem Golfu jih je recimo kar 22, pri mali Corsi samo 4. In te diode ves čas svetijo kar najbolj, razen posameznih diod, ki bi s svojim žarkom oslepile nasproti vozeča vozila ali recimo pešca. Računalnik v ozadju tiste diode ugasne ali vsaj zmanjša njihovo svetilnost, samo tiste, druge pa pusti prižgane. Tako se oblika snopa žarometov stalno prilagaja dejanskemu stanju na cesti. Da pa lahko žaromet oziroma računalnik za njim ve, katere diode bi zaslepile in katere smejo svetiti, mora biti povezan s kamero. Ta ves čas skenira okolico pred avtom, da pa lahko zanesljivo prepozna osebo ali avto, mora zaznati odboj. Pri avtih to seveda ni problem, ker ponoči ti svetijo. Tudi pešci s kresničkami so pred matričnimi žarometi varni. V črno oblečane pešce pa bodo ti žarometi svetili na polno. So pa žarometi pri modernih avtomobilih povezani tudi z GPS sprejemnikom, ki na zemljevidu preveri lokacijo, tako lahko vedo, ali se avto vozi po mestu ali po temačnem podeželju. Torej, čeprav so moderni žarometi v praksi res tudi bolj svetli v primerjavi z večino starih halogenskih luči, pa se modernost kaže še najbolj v tem, da so moderni žarometi predvsem pametni žarometi. Po naših izkušnjah pa je vsa ta elektronska pamet na splošno vredna vseh doplačil. Seveda pa je odločitev povezana tudi z vašimi navadami, recimo od tega, koliko se vozite po noči po podeželju. V mestu, poleg žarometov, pač sveti še marsikaj drugega. Kako pomembne so luči, pove tudi dejstvo, da so glavni del facelifta nekega modela. Facelift. Če prevedemo, to pomeni, da ko avto doseže zrelo dobo, ko mu prodaja začne počasi padati, takrat oblikovalci botoks špricnejo prav v luči. Andrej, hvala za to anekdoto z botoksom, ampak se mi zdi, da zadnji 20 let je bolj hyaluron ali pa diamantni peeling. Ne bi vedel. Bolje zate. No, ampak ko smo že pri lučeh, v avtomobilnosti se pogovarjamo redno z oblikovalci, dizajnerji avtomobilov in te nam vedno znova zatrjujejo, da bodo in so že v avtomobilih prisotne luči povsod. Ne zgolj tam, kjer morajo svetiti, ampak tudi v notranjosti, na zunanjih delih, celo pri izpušnih sistemih, značkah, ki kaže, katere znamke je seveda avtomobil, na robovih hladilnikov in tako dalje. Tako da v nekem trenutku bi lahko avtomobili postali celo času primerno novoletne jelke. Bodo novoletne jelke, pravzaprav bi že bili novoletne jelke, če zakonodaja tega ne bi preprečevala. To pa nam je povedal prav gospod Lešnik, še eden od najbolj pomembnih oblikovalcev v avtomobilski industriji. Čez nekaj trenutkov vam predstavimo nov razred S, ki je tehnološko vedno predstavljal nove mejnike, tudi pri svetilih. V tem videu bi seveda res lahko govorili o usnju, lesu in drugem luksuzu, pa tudi o novi ureditvi kabine in ekstra centimetrih za gospodo v foteljih zadaj. Ampak novi S je še bolj kot kdajkoli prej demonstracija, kako naj bi bilo v avtonomni prihodnosti. Ja, vstopamo v dobo, ko odgovornosti za vožnjo ne bo več nosil voznik, ampak Mercedes-Benz. Torej, spustimo roke z volana, spustimo stopalke, naj nas pelje avto. Samostojno, avtonomno. In zdaj, glavna novost novega razreda S. Vožnja, pri kateri lahko brez slabe vesti gledam v tole kamero, gledam okrog, se pogovarjam s mojimi sopotniki in v resnici lahko pogledam celo tudi kakšnega od naših videov. Govorimo namreč o 3. stopnji avtonomne vožnje. Da bo jasno, seveda je ta vožnja bila legalna, saj smo vozili po ovalnem poligonu. Takšna vožnja po cesti pa bo legalna, ko bo Mercedes-Benz zbral vsa dovoljenja in vse potrebne podatke za njihovo pridobitev, kar naj bi se zgodilo konec leta 2021. Ampak poglejmo, katero tehnologijo potrebuje avto, da lahko ponudi takšno avtonomno vožnjo. This is a special level 3 car. We have special sensors on it. For example, we can start with the rear multi-purpose camera. The rear multi-purpose camera detects the traffic that is in the rear of the vehicle to detect, for example, blue light of an emergency vehicle or something like that.
we have a higher precise positioning sensor, which is under the bubble in the roof here. This has an accuracy of 3 centimeters. We have a very special sensor behind the wheel. It's a wetness sensor. The wetness sensor not only detects the rain, which will appear from the sky, there's also, when there's a wet surface on the road, the tire will collect the raindrops and put it on the wetness sensor, and due to the sound of the sensor, we can say, okay, how wet is this? We can make a calculation. So if too wet is too loud. Not only, but yes, that's the easy way to explain it. Yes. And we have a LiDAR sensor in front below the normal radar. The LiDAR is an optical sensor which sends a laser out and can not only detect objects, also lanes. For example, lanes have some glass in it that reflects light. So you could drive autonomously with other sensors. If there is one sensor missing or getting damaged, we will try to give the responsibility to you again. But because you have 10 seconds time, we need 2 sensors left that they can handle the situations, or all situations which can appear within those 10 seconds. And that's the main thing behind, we think 3 sensors are good, because if one is missing, 2 are left. Z drugimi besedami, za tretjo stopnjo avtonomne vožnje je nujen backup, varnostni nabor senzorjev. Izkusili smo avtonomno vožnjo tretje stopnje, pa dajmo še četrto. Za četrto stopnjo pa ni značilno samo, da voznika avtomobila ne vozi, ampak voznika v avtu sploh ni. Torej, izstopimo. Nahajamo se v garažni hiši Študgartskega letališča. In gre za garažo, ki je v resnici kar zahtevna za parkiranje. Namreč, če drugega ne, to dokazujejo črte na stenah in pa na teh robnikih. Včeraj, ki sem tukaj parkiral z velikim Mercedesovim SUV GLE Coupé, da moram kar večkrat manevrirati. In to garažno hišo je Mercedes-Benz izbral za kar drzen poskus. Namreč, celoten postopek parkiranja je zaupal, da to opravi kar sam avtomobil. Ampak poglejmo si to tehnologijo iz prve roke. Stereo cameras check the pathway of the vehicle for obstacles, and they give the vehicle like virtual marks to the vehicle and ask the vehicle to follow these marks on the ground. They are of course not visible or anything, just a handover in electronic form. I'm very surprised that the car doesn't use these sensors that are already installed in the car. Figure a situation like that one over there. There's 2 ramps, one going up, one going down. No sensor in the vehicle can look around that corner to check whether the vehicle coming from the backside or not. The vehicles and the sensor are very important for all driving on public roads, but in a parking garage, the infrastructure sensors will provide the information that the vehicle cannot generate itself. The other cars will horn because the car is very slow. It is slow, but here again we come from the conservative side. Better we learn and get faster than learn and never drive again. So that's why we come at walking pace, we start. There's a legal maximum speed of 10 kph that we mustn't exceed. And we're always faster than anybody going up the ramp himself. We never do any scratches to the wall, others do. And they get back and they do many turns, and that's where we get faster than they all. I can't believe that. You learned yourself. I hit the button, vehicle starts indicating, puts in reverse, and off it goes. This is automated driving. I am allowed to leave the space now. Mercedes-Benz is taking over the responsibility for the vehicle now. So that's me to leave for Mallorca. Notranjost novega razreda S je povsem digitalna, prav revolucionarno digitalna. Ne samo, da ponuja seveda glasovno upravljanje, ponuja tudi prepoznavo prstnega odtisa, se pravi, prijavimo se v ta avtomobil s prstnim odtisom. Ampak tisto, kar je morda še bolj zanimivo, pa je prepoznava obraza. Plošča z merilniki tukaj spredaj pred voznikom ima tukaj zgoraj vgrajeno tudi stereo kamero in ta prepoznava voznikov obraz. Ta funkcija ima pa direktni vpliv na samo varnost. Microsleep.
this is already working. It's especially for our level 3. I mean, could be that it was so boring for you because you don't have anything to do anymore that you sleep. And so we detect if you still have a look or you still look awake. It is one important part to have level 3, yes. In seveda je vedno veljalo, da so nove tehnologije uvajali najdražji avtomobili. Ampak pri novem razredu S se ta skok zdi še posebej velik in pomenljiv. Kajti novi S ni prototip. Ni izdelek kakega startupa ali pa velikobesednega kalifornijskega mogotca, ki ga smrtne žrtve ne ustavljajo. To tehnologijo prinaša serijski avto, ki so ga naredili silno konservativni in previdni Nemci, ki naj bi za svoje delo dobili evropska dovoljenja za samovozečo vožnjo. Objektivno gledano to vliva zaupanje. A imate prav, zdaj vemo, kaj bomo lahko uporabljali. Kmalu. Ampak nismo še tam. Če pogledamo malo površno, takole, čez palec, lahko ugotovimo, da so si avtomobili v zadnjem obdobju vse bolj podobni. No, razlog so seveda združevanja proizvajalcev, skupni razvoji, celo posojanje modelov. In plod tovrstnega združevanja je tudi nova Corsa. Sedaj si namreč svojo tehniko deli z vozili Peugeota in Citroena. No, ampak njeni snovalci so vseeno želeli, da bi ta avto bil drugačen, da bi imel svojo osebnost. Želeli so, da bi bila Corsa bolj nemška in zato je kljub koncernskem sodelovanju večina razvoja nove Corse potekala v Nemčiji, v Rüsselsheimu. No, ampak v čem je Corsa nemški avto? Takole na prvi pogled bi dejali, da je Corsa značilen mestni avto, ampak pri Oplu so želeli, da je veliko več kot to. Svojo nemškost naj bi kazala tudi zanesljivo in varno vožnjo na avtobanu. In zato so Corsi prilagodili predvsem krmiljenje. Nekoliko so ga učvrstili in naredili nekoliko manj živčnega, kot takole le malo trznemo z volanom. In to je Oplovim inženirjem uspelo. Kljub temu, da je Corsa lahek in razmeroma majhen avto, je na avtocesti zelo stabilna in daje občutek varnosti, ki si ga pri takšni vožnji želimo. In tudi šesta prestava tega ročnega menjalnika je primerno dolga, da se motor pri višjih avtocestnih hitrostih ne bo previsoko vrtel. Razlog, da Corsa vendarle morda ne bo preživela toliko kilometrov na avtocesti, pa je zvočna zatesnitev potniške kabine. Že pri hitrosti 130 km/h je kar težko v miru poslušati kakšen podcast ali pa opraviti prostoročni telefonski klic. Pravzaprav nas je Corsa še celo bolj prepričala na regionalki. Že vozniški sedež si lahko nastavimo tako zelo nizko, skoraj podirkaško, in tudi volanski obroč je bogato nastavljiv, tako da z iskanjem idealne vozniške pozicije nismo imeli prav nobene težave. Avto je pri dinamični vožnji prav presenetljivo živahen in poskočen. Podvozje je ravno prav čvrsto, krmiljenje pa ravno prav odzivno. No in tudi motor, če tudi ima le 74 kW, je zelo lepo odziven, poskočen in zelo lepo vleče že tudi v nižjih vrtljajih. In pri vožnji na regionalki so najbolj koristni tudi matrični LED žarometi, ki so ena največjih prednosti Corse in danes še edinstveni v tem segmentu. Pod črto, nova Corsa pravzaprav ponuja zelo dobro priložnost za racionalne, ki pa ob svojem racionalnem nakupu nočejo popolnoma žrtvovati sloga svojega vozila. No in na ta način ostaja precej nemška. V poplavi križancev potrebno opredeliti, kakšne vrste kupcev boš lovil. In ker Fordi že pregovorno navdušijo z vožnjo in z lego na cesti, je jasno, da se tudi kuga ne boji ovinkaste ceste. Seveda na njih ni tako suverena kot limuzine, a nagibanja je za razred, v katerem se vozi, vseeno manj kot pri marsikaterem konkurentu.
A tale testna kuga se ne boji niti avtoceste. Tudi zato ne, ker je pod motornim pokrovom dizelski motor. 140 kW je več kot dovolj, da se z avtocesto lahko spopade z nadpovprečno hitrostjo. Pa ob tem poraba goriva ne bo skrbela. V povprečju zadostuje 7 do 8 litrov dizelskega goriva, če pa je vožnja umirjena, tako kot na našem nornem krogu, pa bo zadostovalo že nekaj več kot 5 litrov goriva. Posledično se tako brez težav izognemo dilemi, kateri motor izbrati. Potniška kabina je relativno dobro zvočno izolirana, zato zvok dizelskega motorja zmoti zgolj ob speljevanju, sicer pa se dizelskega ropota ne sliši preveč. Zato gre zahvala tudi 8-stopenjskemu samodejnemu menjalniku, ki deluje umirjeno, takrat, ko je to potrebno, in odločno, ko želimo s kugo voziti bolj dinamično. Hkrati lahko voznik tudi v kugi izbira vozne programe ter si vožnjo v celoti podredi željam in potrebam. Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, ob tokratni novici številka 1 slavijo okoljevarstveniki. Prvič v zgodovini je prodaja električnih avtomobilov presegla prodajo dizelskih avtomobilov. Po podatkih J2 Dynamicsa so namreč v septembru v Evropi prodali samo 24,8% dizelskih avtov. Na komaj 47% je padla prodaja bencinskih avtomobilov, ustrezno pa se je dvignil odstotek prodaje elektrificiranih avtomobilov, torej baterijskih električnih avtomobilov, priključnih hibridov in pa tistih klasičnih hibridov. Ampak pozor, med te klasične hibride štejejo tudi blage hibride, ki seveda tako ali tako povsod zamenjujejo klasične bencinsko gnane avtomobile, pa čeprav na elektriko vozijo komaj kakšen trenutek ali dva. Pa vas zanima prva peterica? No, Golf, Corsa, Clio, Captur in pa Mercedes A. Za premiero tedna so tokrat poskrbeli Italijani. Tako so recimo ob 40. obletnici narahlo prenovili Pando. Ampak poudarek je na narahlo. Veliko več sprememb pa je recimo dobil Tipo. Ne samo vizualnih, dobil je tudi aktualne asistenčne sisteme in novi litrski trivaljni bencinski turbomotor. Predvsem pa je po novem na voljo tudi v outdoor verziji, torej kot Tipo za cross. Največja novost pa je nova karoserijska verzija Cinquecenta, torej ta novega, ta električnega. Namreč dobil je še ena vrata, ampak ne en dodatni par vrat, ampak dobesedno še ena vrata. Se pravi, ekstra vrata so samo na desni strani avtomobila in seveda najprej odpreš prednja vrata, potem pa še zadnja, recimo zato, da lahko tja zadaj lažje namestiš otroka v stolček. Gremo na neavtomobilsko mobilnost. Legendarni Harley Davidson je najprej razburil svoje ljubitelje s tem, ko je predstavil električno križarko, električni motocikel. Ampak zdaj je šel še korak dlje. Vstopil bo na trg električnih koles in obeta si, da bo z njimi osvojil srca mestne mladine. Ampak se veste, kaj pravijo današnji ljubitelji te znamke. Harleya si lahko privoščiš šele takrat, ko se ne rabiš več dokazovati. In tu je letalo, no, avto letalo. Nizozemski leteči avto PAL V Liberty je dobil registrsko tablico in dovoljenje, da se z njim peljejo po cesti. Postopki za pridobitev dovoljenja za letenje pa še trajajo. Ta avto naj bi torej po načrtih prvič poletel leta 2022. In potem je tu samovozeči taksi, no, samovozeči čoln. Roboat se imenuje. Ideja pa je, da bo brez kapitana plul po kanalih Amsterdama. No, zdaj je model postal dovolj velik, da se lahko na njem že peljeta dva otroka. Naš nabiralnik se že pridno polni z novicami za prihodnji teden, zdaj pa predlagamo, da skočite tudi na naš zavihek na MMC-ju in oddate glas za slovenski avto leta 2021. Vstopamo namreč v zadnji mesec glasovanja. Glasujte in se potegujte za nagrade. Veliko vprašanj povezanih z lučmi in svetilnostjo dobimo tudi na naš e-mail info@avtomobilnost.si in seveda tudi na vsa naša družbena omrežja. In verjamem, da bo veliko komentarjev tudi na MMC-ju, na rtvslo.si, ko razširjena zgodba pride tudi tja, kajti luči so takšna zadeva, ki se stalno spreminja in posveti kdaj celo tja, kjer jih ne pričakujemo. In o tem kaže tudi raziskava, kako vozimo po noči.
Torej, luči so široka in zelo zanimiva tema. V tem letnem času, ko je večji del dneva tema, bi lahko govorili tudi o pasteh in izzivih nočne vožnje in tem dodali recimo tudi jesensko utrujenost. Lahko bi recimo govorili o tem, kako močno katere luči svetijo. Velikokrat nas sprašujete, ali katere luči svetijo premočno. In predvsem, spomnimo se, kaj povemo našim udeležencem na naših srečanjih, ko testiramo različne tehnologije. Vselej se spomnimo enega od najpomembnejših varnostnih napotkov, da tja, kamor gledamo, tja tudi zavijemo. Kaj pa pri lučeh? Velja popolnoma enako. Zanimiva je skandinavska študija, ki je pokazala, da ko se srečujeta dva avtomobila in se vozita nasproti po dnevi, ohranjate med sabo enako varnostno razdaljo. Ko pa se srečata po noči, se v trenutku srečanja nekoliko približata, potem pa gresta spet narazen, se pravi, naredita konkavno obliko. Zakaj bi se kdo želel po noči približati v avto, ko gre nasproti? Zato, ker gleda v luči. Pravilo, da tja, kamor gledaš, tja tudi zapelješ, je vedno enako, tudi po noči. Če gledamo v luči, bomo približali se lučem. Če gledamo v drevo, potem se bomo zaleteli v drevo. Vedno rečemo, da je treba iskati rešitev. In rešitev v tem primeru, da po noči ne gledamo v luči avtomobila, ki vozi nasproti. No, ampak do takrat, ko bodo senzorji oziroma laserji svetili v nasprotna vozila in gledali, kam lahko naš avto sveti, da ne bo koga osvetljiv, in prilagajali jakost in seveda smer, je še kar nekaj časa. Toliko, da bomo morali verjetno še kakšno leto ali dve blinkati. Ampak če kaj lahko povemo zdaj v avtomobilnosti za zaključek, je to, da nas gledajte spet prihodnji teden, ampak nas pa lahko gledate direkt in ni treba po strani. Se vidimo in obiščite nas tudi na naših socialnih omrežjih.